Živijo tukaj Valentin. Govoril bom o prepovedi uporabe elektronike za otroke. Nekateri starši so zelo radikalni glede tega, v kakšnem smislu dovolijo svojim otrokom, da uporabljajo elektronske naprave, kot so recimo mobilni telefoni, računalnik, tablični računalniki. In govori se o tem, da uporaba elektronskih naprav prinese precej škodljivih učinkov za otroke, da jih razdvoji, da postanejo hiperaktivni. In to je seveda v nekaterih primerih res. Pomembno pa je biti glede tega korekten in eksakten, da se ne meče vse stvari v en koš in da smo zelo specifični glede tega, kaj točno je tisto, kar otroku škoduje, kaj je pa za njega koristno. Elektronske naprave so pač naprave, pripomočki, ki vsebujejo elektronske komponente. V osnovi je treba ločiti med strojno opremo in programsko opremo. In ni v osnovi škodljiva strojna oprema, ker je to samo nepremični nosilec neke tehnologije, nekih programov. Tisti programi so pa stvari, ki omogočajo otroku, da doživi neko izkušnjo. Bolj kot torej strojna oprema je pri elektronskih napravah pomembna programska oprema. Programska oprema lahko torej otroku škoduje ali pa mu koristi glede njegovega razvoja oziroma postopka učenja in izobraževanja. Korektno je torej, da nimamo splošnih predsodkov do vse elektronske tehnologije, temveč da proučimo, katera je elektronska tehnologija v določenem primeru, za določeno starost otroka, za določen način ali trajnost uporabe pripelje do določenih nezaželenih oziroma škodljivih učinkov pri otrocih. Strinjam se, da če otroku damo mobilni telefon ali računalnik, da uporablja to tehnologijo brez kakršnih koli omejitev, da se lahko otrok s tem preveč zamoti, zasvoji, doživi kakšne izkušnje, na katere ne more korektno odreagirati, jih ne zna razumeti in potem lahko pride do škodljivih učinkov. No, ravno zato, da se otroku omogoči korist elektronske tehnologije, kajti samo elektronika omogoča optimalno učenje besed, besedišča v skladu z potenciali človeškega fizičnega telesa. Človeško fizično telo se namreč zelo hitro uči in zelo hitro lahko absorbira informacije. V prvih letih ima otrok svoje fizično telo, v katerem je utelešen, in takrat še ni energetskega uma. Šele od leta naprej, med starostjo od 1 do 3 let, se pa začenja razvijati oziroma umsko-zavestni sistem, ki je pa energetski sistem
je nekot neka vrsta programska oprema. In če otrok uporablja določeno programsko opremo na računalniku, igrice, ki imajo veliko gibanja, barv, zvokov, določenih teh stimulansov, ali tudi če gleda seveda televizijo v smislu nekih igric ali filmov, potem se ta energetski sistem hiperaktivira. In ta sistem potem povzroča razne energetske impulze, občutke, čustva, misli, ki začnejo otroka motiti. Ga naredijo nemirnega, nezbranega, povzročajo hiperaktivnost, ADD, ADHD, disleksijo, diskalkulijo, torej številne psihološke, učne, čustvene težave. Zato je zelo pomembno, kakšna je ta vsebina, ki jo otrok absorbira. Kakšna je ta programska oprema, za katero se uči. In na osnovi poglobljenega razumevanja, kako se otrok uči, da ne pride do nobenih škodljivih učnih posledic, se je razvila specifična programska oprema, torej učna tehnologija, ki se imenuje TechnoTutor. To je programski paket 3 aplikacij. Trenutno jo sestavljajo Vocabulary Builder, graditelj besedišča, potem Reading Trainer, bralni trener in MathSkills, matematične veščine. To so zelo specifična učna programska orodja, ki omogočajo, da se otrok izjemno enostavno, hitro in učinkovito uči besedišča, črk, številk, matematike, jezika, branja, razumevanja besed, in to brez kakršnihkoli škodljivih učinkov. Še več, celo če je otrok že za kakšno razvito to učno ali čustveno motnjo, kot je hiperaktivnost ali disleksija, z uporabo te učne tehnologije TechnoTutor vse te simptome odstrani. Z uporabo TechnoTutorja otrok postane samozavesten, osredotočen, notranje miren in razvije izjemno velik interes za samostojno učenje in branje. Pomembno je torej ločiti med prvič strojno opremo in programsko opremo, potem pa med različnimi vrstami programske opreme oziroma vsebin. Vsem staršem, ki so zainteresirani za to, da se njihov otrok optimalno uči, da čim hitreje absorbira besedišče in da ne razvije nobenih nezaželenih ali škodljivih teh simptomov, ki ga dolgoročno sabotirajo, predlagam, da raziščejo to učno tehnologijo TechnoTutor, da kontaktirajo naš inštitut za razvoj izobraževanja Mali genij iz Maribora in da naročijo brezplačni preizkus te učne tehnologije. Brezplačno pridemo na dom, na družino, ko sta oba dva starša prisotna, vsi otroci, naredimo razlago, vsi, tako starejši kot mlajši, učno tehnologijo preizkusijo in potem vidijo tudi spričevanj ostalih dosedanjih uporabnikov, kaj lahko pričakujejo od njene uporabe. Povezave v zvezi s tem pa lahko najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.